Lepo zdrav našima današnjima gostoma, predvsem predstavnici banke NLB, ki je naš partner tudi v tem podkastu. Gospa Mojca Plešec, vi ste vodja oddelka za odkup terjatev in o tem bo tudi tekla tema danes. In pa gospod Aljaž Filipič, direktor podjetja Marex, ki nam boste s svojimi izkušnjami malce predstavili, kako ste se srečali z banko in v kakšnem obsegu in v kakšnih primerih prosite oziroma se obračate na njih za pomoč. Pa bi morda, gospa Plešec, kar začeli z nekaj teorije, tako da bomo vsi lažje razumeli, o čem je govora. Se pravi, nekaj osnov, kaj pomeni pravzaprav odkup terjatev in kako je ta produkt povezan z zagotavljanjem nenazadnje likvidnosti podjetja, kar je verjetno največji razlog, zakaj se podjetja obračajo oziroma odločajo za to. Tako, pozdravljeni. Odkup terjatev predstavlja, poslovno transakcijo oziroma odnos med odstopnikom terjatev, to je v shemi dobavitelj, med kupcem in banko oziroma faktorjem, ki v tem primeru prevzema terjatve. Podjetju odkup terjatev omogoča hitri dostop do likvidnih sredstev, vpliva na, izboljšane kazalnike v bilanci podjetja, in pa znižuje tveganja neplačil strani kupcev. Tako da je en paket, ki ga ponujamo strankam, da si lahko na eni strani izboljšajo likvidnost in pa tudi zavarujejo svoj posel. To moramo že v štartu tudi pojasniti, da je tukaj predviden seveda nek fee, ki ga s tem pobere banka, kar je seveda čisto logično, ne? Kako je s tem, je to nekaj fiksnega, to prilagajate glede na podjetja? Nadomestila za odkup banka presoja vsakega kupca posebej, odvisno je od bonitete terjatev, ki jih odkupujemo, od ročnosti terjatev, tudi od dinamike, ali gre to za enkratni odkup, bo šlo to za neko letno pogodbo. Tako da nadomestila, so čisto primerljiva z ostalimi, bančnimi produkti oziroma s kratkoročnim financiranjem. Moče se to za začetek, čisto tako, da dobijo tudi gledalci in poslušalci, ki morda se s tem niso srečali ali pa o tem razmišljajo, nek občutek, kakšne vrste terjatev vse pridejo lahko v poštev za odkup, seveda. Ne boste vsega našteli, ampak čisto tako malce, da dobijo. Neke splošne značilnosti terjatev, ki jih banka odkupuje, to so kratkoročne poslovne terjatve, morajo biti izkazane s fakturo, z izdano fakturo o dobavi blaga, o opravljeni storitvi, morajo biti potrjene in pa nesporne, ne. To pomeni, da ni nekih potencialnih zahtevkov za reklamacije z naslova teh faktur in da se kupec, se pravi dolžnik, tudi strinja z odstopom. Gospod Filipič, podjetje Marex je distributer, trgovec, nudite tudi neke določene storitve. Pa me zanima, kako ste vi ta model odkupa terjatev vkomponirali pravzaprav v svoj poslovni model? Lep pozdrav tudi z moje strani ter hvala za vabilo. Kot ste omenili, smo trgovec, specialist, če tako rečem, za dobavo v gradbeni sektor, se pravi od repromaterialov, kritin, strojev in opreme za segment krovcev, kleparjev ter podobnih dejavnosti v segmentu gradbeništva, kjer se srečujemo od tako maloprodaje kot večjih projektov, kjer pa je zahteva tudi po financiranju. Skratka, srečujemo se v kratkem času dobaviti večjo količino materiala za konkreten objekt in tukaj seveda smo izpostavljeni določenim tveganjem, ki jih pa sami težje obvladujemo in tukaj dostikrat potrebujemo mogoče pomoč kakšnega finančnega strokovnjaka, kot je recimo partnerska banka NLB, s katero dobro sodelujemo in dostikrat oziroma pogosto ljudje mislijo, da je banka samo za kredite, ne, in tukaj mi smatramo bolj kot finančnega partnerja, ki nam v takih primerih lahko pomaga in nam konkretno, so pomagali v parih primerih že, ker smo skupaj potem nek večji projekt sfinancirali z odkupom terjatve.
Vi morate nabaviti neko veliko količino materijala, ki ga morate seveda plačati, in seveda obstaja tveganje, da potem vaš naročnik tega denarja vam ne povrne. Zato je verjetno glavni razlog, zakaj se odločate za odkup terjatv. Glavnih je sicer par razlogov, ni samo čisti finančni, se pravi, da gre za financiranje. Tak zelo plastičen primer, da verjetno, kjer boste najbolj pogosti si predstavljali. Najprej je seveda tveganje, sam posel, tako da nam pomagajo preveriti partnerja, če je seveda ustrezen. Druga zadeva je financiranje, da, bom rekel, konec koncev oni vstopajo kot finančni partner, se pravi, imajo kapital, ki ga nam lahko, bom rekel, stopijo za določen čas, ker mi tudi lažje sfinanciramo na dobavni strani dobavitelja, koristimo morebitni kasos konto oziroma karkoli pač lahko iz tega iztržimo. Hkrati pa na drugi strani naročniku, izvajalcu, recimo tudi, bom rekel, se podaljša valuta na nek način po neki ugodni kratkoročni, bom rekel, ponudbi, ki je tudi na trgu oziroma je konkurenčna za neko obdobje. Ne. Tako da je tukaj več, bi rekel, aspektov, ki če jih pravilno združimo o pravem času, seveda v pogovoru z vsemi tremi strani, verjamem, da se lahko lep paket naredi in posel tudi lepo uspeli. No, v bistvu, vi ste v vašem primeru, gre tudi za neke vrste komercialni vidik, kar ste že omenili prej. Se pravi, da vi že v sami ponudbi vašemu potencialni stranki, naročniku, ponudite to odkup terjatev. Kako to deluje v praksi? V osnovi mi sicer to ponujemo kot Marex, se pravi, poleg same dobave blaga, pač tehničnih zahtev, kar pač je zahteva na projektu, je seveda ena od točk, verjetno tudi na koncu najpomembnejša, kako bomo finančno zadevo speljali. In tukaj pač preverimo kreditni limit, koliko ga lahko pridobimo, bom rekel, že sami prej znotraj banke, že bom rekel, ob samem dajanju ponudbe, to že z banko preverimo, ki nas podpre s temi podatki, tako da lahko do naročnika že nastopamo bolj suvereno in lahko tudi ponudimo ne samo suhoparno avans ali pa kakršnekoli bolj, bom rekel, težje plačilne pogoje, vendar gremo lahko tudi naproti z odloženim plačilom, z valuto in tako naprej. Ne. Skratka, tukaj, bom rekel, je že ta finančni, bom rekel, finančna vsebina, v kateri se pa z naročnikom potem pogovarjamo, kaj mu ustreza. Gospa Plešec, kdaj oziroma v kateri fazi je, a pa vi priporočate, da vaša stranka vključi banko v te pogovore z svojimi naročniki, strankami? Kadar gre, bom rekla, za nove kupce, vstopajo na neke nove trge, bodisi gre za neko, bom rekla, dolgoročno ali pa neko specifično pogodbo s kupcem, svetujemo strankam, da nas vključijo že na začetku, ko s kupcem dogovarjajo komercialne pogoje, tako kot je gospod že za Marex predstavil, to je primer dobre prakse. Lahko banka, bom rekla, usporedno obravnava in boniteto kupca, višino limita, plačilne pogoje, ki jih je banka pripravljena sprejeti, se pravi, kakšno tveganje je banka pripravljena napram tem dolžniku sprejeti, in ima že dobavitelj že v tej fazi, se pravi, zagotovljeno finančno konstrukcijo in lahko bodisi financira svoje dobavitelje na ta način z odkupom terjatev oziroma svojemu kupcu ponudi daljše plačilne roke. Vsega tega preverjanja potem vam ni treba, če to za vas banka opravi. Vsak poskuša, bi rekel, svojo vlogo čim bolj oddelati. Mi nismo finančni strokovnjaki, pač imamo nekaj sicer vzvod, ampak NLB za svojo širino je pa zagotovo najbolj primeren partner in tukaj poskušamo najti rešitev, tako do kupca. Mi poskušamo pa paket ponuditi cel. Pa se vam je že zgodilo, da so vam recimo zavrnili zaradi tega, ker bi recimo, ne vem, ta potencialna stranka bila pač nezanesljiva ali kakorkoli? Ste imeli za tak primer? Bomo tako rekli, niti ne zavrnitev, kot sama gre bolj za posel potem bom rekel, z nekimi dodatnimi opcijami. Se pravi, mi želimo brez regresa, da tveganje ni več naše, ampak je na strani banke. Pa če ne gre čez, oni ponudijo opcijo z regresom, in tako naprej. Tako da potem se mi že zmeraj lahko, da tudi če je recimo neka ocena slaba, ali pa da ima nekdo že izpostavljeno z veliko, pač banka nam to pove, kar nam olajša oziroma, bom rekel, zgradi sliko,
kje kako, mi se potem še zmeraj sami odločimo, ali gremo sami tvegati ali še nekako na drug način zavarujemo posel, a ne, banka pa kljub temu lahko financira, vendar je potem na našo pač tveganje z regresom. Moče, gospod Plešec, če se tle malo ustavimo, ker se mi zdi zanimiva tema, ne, spravi, niso stvari črno-bele, ne, ni to, da enkrat pregledate, rečete da ali ne, ampak iščete verjetno tudi neke alternative, drugačne pristope. Tako, vedno bomo stranki ne samo, bom rekla, zavrnili ali pa mogoče ga opozorili na neke zadeve, ki smo jih pri določenem dolžniku opazili, ampak bomo poskušali najti rešitev, na kakšen način naj lahko kljub temu se posel financira oziroma zavaruje, ne. Tukaj je, bom rekla, poleg odkupa terjatev obstajajo še ostali inštrumenti trgovinskega financiranja, kot bančna garancija, kot dokumentarni akreditiv, da se še kljub temu, ne, da za določenega kupca banka ni bila pripravljena direktno sprejeti tveganja, se da ta tveganja nekako mitigirati na druge načine, oziroma se ponudi regresni odkup, ne. Tukaj bom rekla, regresni odkup zagotavlja ta učinek likvidnosti, banka izplača odstopniku sredstva, ne prevzema pa tveganja neplačila, ne. Tako da te odkupi se tudi pogosto, bom rekla, pojavljajo predvsem tam, kjer odstopnik želi samo likvidnost, ne pa tudi zavarovanja hkrati, ne. So možno tudi kombinacije teh različnih modelov oziroma pristopov? Ja, tukaj naj omenim mogoče dokumentarni akreditiv, ki se odlično, bom rekla, dopolnjuje z odkupom terjatev. Imamo tudi, bom rekla, ustaljeno prakso, kot oddelek odkupi terjatev smo, bom rekla, v sektorju trgovinsko bančništvo, kjer je umeščen tudi oddelek za akreditivne posle, tako da smo neposredno povezani. Znamo stranki, bom rekla, svetovati, dokumentarni akreditiv predvsem takrat, ko stranka vstopa na nekoliko bolj tvegane trge, ko gre za neke, bom rekla, specifične posle, za investicijske posle, se banka že, bom rekla, gre tukaj, no, v tem primeru za inštrument komunikacije med dvema bankama, tako dobavitelju nudi tveganje, zniža tveganje neplačila, se prenese iz kupca na njegovo banko. Banke pa smo običajno pripravljene prilive po dokumentarnem akreditivu ponuditi, odkupiti. Se pravi, če je po akreditivu pogoj odloženo plačilo, banka potem, ko so prezentirani dokumenti, običajno dobavitelju pošlje tudi ponudbo za odkup terjatev. Če bomo zdaj sem korakec nazaj, se pravi, podjetje pride k vam, prvič se srečuje s tem inštrumentom, kakšni so mogoče neki osnovni dokumenti, dokazila, ki jih mora pridobiti in prinesti s seboj, da sploh lahko vi začnete ugotavljati, za kaj gre? Tako, ja. Običajno za sam odkup terjatev je zahtevana, se pravi, se terjatev izkaže z izdano fakturo in pa z potrjeno odstopno izjavo strani kupca. Zdaj, da do tega, bom rekla, sploh pride, se pa mi začnemo z odstopnikom potencialnim, se pravi z dobaviteljem, pogovarjati o njegovih kupcih, o plačilnih rokih, o mesečnih prometih, o blagu, tako da nekako, bom rekla, razumemo celo shemo tega posla, ki ga nato obravnavamo v banki in mu ponudimo pogoje, to so običajno letni limiti in pa pogoje, kakšni so za, bom rekla, posamezno izvedbo transakcije. To pa je, bom rekla, izdana faktura in pa potrjena odstopna izjava strani kupca, da banka, bom rekla, vstopi v to razmerje, odkupi terjatev in izplača sredstva. V povprečju, koliko trajajo recimo ti postopki odobravanja na vaši strani? Zdaj bom rekla, odobritev limita seveda je odvisna od večjih dejavnikov. Eden glavnih je seveda kupec, velikost tega kupca, se pravi izpostava banke do tega kupca. Tako da v povprečju, bom rekla, limit lahko odobrimo v parih dneh oziroma nekje do 2 tednov lahko tudi traja. Naj pa tukaj mogoče omenim prednost naše banke. Imamo kar nekaj limitov že predodobrenih,
kar pomeni, da banka že skozi sam proces letnega pregleda naših komitentov ali pa tudi, bom rekla, nekomitentov, že sama lahko oceni neke limite, do katere višine se je banka pripravljena izpostaviti, tako lahko strankam odkup terjatev v tem primeru ponudimo dejansko takoj. Je kaj lažje, če ste recimo obe stranki, vaši komitenti, ki imate večji pregled? Ja, seveda je lažje. Predvsem vidik odstopnika je, bom rekla, know your client, KYC. Moraš vedeti, s čim se podjetje ukvarja, kakšna je njegova dejavnost. Tukaj, bom rekla, je produkt, ki je tudi podvržen raznim finančnim prevaram, tako da tukaj gre predvsem na to, bom rekla, zaupanje v odstopnika, v našo stranko. Kupec pa se pregleda z vidika kreditnega tveganja. Tukaj je pa predvsem baza podatkov naše stranke precej bogata. Imamo pač izkušeno ekipo analitikov, tako da je, bom rekla, sigurno je prednost, če sta oba naši stranki, je ta odobritev lahko hitrejša. Kako je bilo prvič, ko ste se vi obrnili na banko? Ste imeli, bom rekel, že jasne pojme, kaj želite, kaj potrebujete, ali vam je v bistvu banka pomagala razumeti vaše stanje in kaj bi bilo, kakšna bi bila najboljša rešitev za vas? Ja, mi smo v bistvu, kot sem že prej omenil, z bankami glavno sodelovali na nekih klasičnih metodah, kot so kratkoročna financiranja, dolgoročna krediti, revolving, tisti, ki vsi poznamo, ampak z, bi rekel, poglobljeno diskusijo o samem poslovanju. Tukaj moče pomenimo, da se banka in podjetje čim bolj poznajo, da vidijo, kje so te skupne točke, kjer lahko sodelujo. Smo pač prišli do zaključkov s spoznavanjem tudi njihovih produktov, ki so nam jih predstavili za naše poslovanje, da smo tudi mi videli svojo priložnost konec koncev tudi kaj več prodati iz tega naslova, kar mogoče v nekaterih razmerah niti ne bi mogli. In tako smo prišli do teh nekih produktov, ki smo jih skupaj zastavili, od odkupa terjatev, tudi akreditivov, ki smo zdaj že kar uspešno nekaj skupaj speljali in dejansko so, bom rekel, vse vključene stranke, tako tudi konec koncev naš kupec bi na koncu zadovoljni, ali pa dobavitelj, če gre za kakšne akreditive v tujini. So ti časovni roki sprejemljivi za podjetje, ker verjamem, da vsi posli pa običajno so zelo časovno omejeni oziroma treba zelo hitro se odločati. Ti časovni roki, ki si jih pač banka mora vzeti, da stvari pregleda, je to za podjetje sprejemljivo? Ja, za nas dejansko je bilo sprejemljivo, bi pa poudaril, da je zelo pomembno pravočasno se pogovarjati. Saj vedno vse ne uspe, ali pa da se vse izpelje, ampak če že v pravi fazi vključimo banko, gre to dosti hitro in tudi do, bom rekel, do stranke, je to korektno izpeljano, tako da, kot sem že omenil, mi dostikrat damo že kar v paketu, že v ponudbi, sploh pri večjih projektih, kaj lahko nudimo tudi od financiranja. Če razumem, v bistvu vi že toliko časa sodelujete, da vas banka že toliko pozna, da v bistvu imate že vnaprej pravzaprav verjetno pripravljene neke potencialne scenarije, odvisno od tipa naročnika, ki vam pride naproti. Tako, bolj ali manj so okviri jasni, gre dejansko samo za preverjanje posameznih strank bonitete, posel potem, ko je dogovorjen, je pa že bolj ali manj digitalizirana. Tako da gre vse potem, bi rekel, brezpapirno po mailih, in je konec koncev tudi zadnja faza, denar na računu zelo hiter, če tudi stranka potrdi. To tu moče pametno poudariti, ta vidik digitalizacije. A to velja samo za utečene stranke, verjetno, pri novih? Morate še vse digitalno speljati. Ja, tako je. Bom rekla, vsako stranko, se pravi, ki z nami vzpostavi odnos poslovnega sodelovanja z področja odkupa terjatev, ko mi zaključimo proces, ko se neka okvirna pogodba podpiše, stranki omogočimo dostop do aplikacije NLB odkup terjatev, preko katere pa potem se postopek transakcij izvaja digitalno. Tako da smo, bom rekla, pohitrili ta postopek, omogočili stranki, da tudi sama vpogleda, v kakšnem statusu se njen zahtevek nahaja in da lahko rečemo, da potem, ko imamo okvirje izoblikovane, linije, bom rekla, dogovorjene, lahko stranki v roku 2 delovnih dni od dneva, ko stranka odda zahtevek, tudi sredstva že izplačamo.
Nekaj smo sicer slišali že v začetku, odkup terjatev ne vpliva na zadolženost podjetij, kar pomeni potem, da je potem posledično tudi rating toliko boljši. Je ta vidik za vas kot podjetje zelo pomembno, ta rating? Ja, konec koncev, seveda, naš rating je pomemben že iz vidika ocen tako bank kot zavarovalnic, ki te ocenjujejo, ker pač imamo zavarovane terjatve v tujini. Gre pa tudi za ta obrat, bom rekel, kapital oziroma terjatve, da je čim prej. Nam je tudi to, bom rekel, ključno, ker tako lahko koristimo, bom rekel, neke bonitete tako pri dobavitelju, na drugi strani pa tudi tveganje zmanjšujemo. Sicer, gospod Plešec, ste na začetku že malce omenjali tudi te druge inštrumente, pa bi mogoče vseeno si vzeli malo več časa tudi zato, da jih mogoče malo predstavimo, kaj vse obstaja, kakšne možnosti, spravi mogoče razlika med odkupom terjatev v primerjavi z zavarovanjem terjatev ali pa z revolving kreditom, te ključne najbolj pogoste, ki se jih verjetno najbolj uporablja. Tako. Zdaj, kot bom rekla, alternativni inštrument odkupu terjatev, bom rekla, če stranka išče predvsem zniževanje tveganja neplačil, se bo poslužila verjetno zavarovanja terjatev pri zavarovalnici oziroma poslovala z dokumentarnim akreditivom, z bančno garancijo. Vkolikor pa predvsem potrebuje financiranje posla, potem pa so tukaj alternativni, bom rekla, revolving, kratkoročni bančni krediti oziroma dobaviteljski faktoring, supply chain, se to pogosto uporablja naziv v angleščini. Zdaj, da bi pa rekla, cel paket pa ne nudi noben od teh inštrumentov, če ga primerjamo z brezregresnim odkupom terjatev, kjer v enem paketu stranka pride do likvidnih sredstev, do izboljšanega denarnega toka in hkrati tudi izniči dejansko tveganje neplačila, ker je plačilo za terjatev že prejela in banka nima nobenih regresnih zahtevkov, vkolikor se zgodi, da kupec ne plača na valuto, da pride do zamude, banka samostojno gre v, bom rekla, proces izterjave tega dolga. Gospod Filipič, vi delate bolj s slovenskimi naročniki ali tudi tujimi? Tudi tujina, ja. Predvsem Hrvaška, pa tudi, ki bom rekel, bivša Jugoslavija ali pa tudi ki drugi Evropi. Tako da je pa pretežno. Kaj bolj eksotičnega in bolj tveganega? Ja, to pa je pač, kar se tiče na nabavni plati, se pravi z vidika dobaviteljev, pa tudi smo naredili z Indijo, smo tudi z NLB uspešno naredili z akreditivi, tako da. Se pravi, tudi pri tej nabavni strani se prav tako poslužujete teh inštrumentov. Kjer pač zdaj, kar je izven EU, bom rekel, so zahteve drugačne, znotraj EU, bom rekel, dokaj obvladujejo zavarovalnice te posle, kar je izven, pa potem vstopijo bolj banke z svojimi produkti, ker dobavitelji bolj ali manj zahtevajo avanse, mi jih ne radi dajemo avanse, če smo iskreni. Tako da tudi bančni garanci, če se, bom rekel, se ne poslužujemo, je pa to, bom rekel, akreditiv tak zelo. Dokumentarni akreditiv. Dokumentarni akreditiv, zelo lep primeren posel, za tako hkrati dobiš odloženo plačilo, postopki so jasni, varni, ker konec koncev mi ne poznamo nekoga, če tako rečemo v Indiji ali pa ne vem kje, enaka tveganja predstavljamo mi za njih, ker nas tudi toliko ne poznajo, tako da so tukaj obe strani na varnem, In tudi stvar teče, se ve protokol dokumentacije in to gre. So ti inštrumenti, ti protokoli na nek način poenoteni po celem svetu, kakšne izkušnje vse imate? Ja, tako bom rekla, dokumentarni akreditiv je vezan na mednarodna pravila, tako da so, bom rekla, pogoji za samo odprtje akreditiva ali pa za izpolnjevanje pogojev po akreditivu mednarodno dogovorjeni, tako da kadar se podjetje dogovarja oziroma ima dobavitelja ali pa v končni fazi lahko tudi kupca iz neke države bolj tvegane oziroma lahko je tudi, bom rekla, dosti domača država ali kako naj rečem, pa kupca ne pozna, so te postopki z dokumentarnim akreditivom
precej varna naložba za obe strani, ne, tako za dobavitelja kot za kupca, ne. Če dobavitelju nudi neko znižano tveganje, se tveganje iz kupca prenese na kupčevo banko, banke med sabo tudi vemo približno, ne, kakšne bonitete smo, kakšna so tukaj tveganja, da določena banka ne bo izpolnila pogojev. Po drugi strani pa kupcu tudi nudi, ne, bom rekla, neko zavarovanje, da bo plačal, da bo plačilo se izvedlo, samo če bodo akreditivni pogoji izpolnjeni, ne. Tukaj naj pa potem, glede na današnjo temo, še odkup terjatev mogoče omenim, ne, kadar gre pa za dokumentarni akreditiv z odloženim plačilom, takrat pa smo tudi banke tiste, ki smo zainteresirane, da tako terjatev predčasno plačamo, ne. In tako nekako, bom rekla, zapremo celo konstrukcijo stranki, se pravi dobavitelju v tem primeru, ne. Jaz bi mogoče samo dodal tukaj, glih pri teh, bom rekel, izven posli v tujini, ki so, ne, je mogoče zelo pomembno sploh firm, podjetja, ki se šele začenjajo z nekim sodelovanjem čez mejo, da banko res vključijo, ker jim veliko pomaga tudi pri sami dokumentaciji, ki je zelo ključna, ne. Ko greš prvič ti v neko nabavo daleč izven EU ali kamorkoli že, je to zelo pomembno, ne, kaj sledi, ker še takrat konec tudi sredstva oziroma plačila se sprovede. In tukaj mislim, da je zelo pomembno, da banka kot partner ti pomaga, a ne, da se na drugi strani tudi zavaruješ, da so te stvari izpolnjene, da se v izogib potem kakšnim prevaram ali čemurkoli, ne. No, to sta v bistvu oba, ja, poudarila tekom tega pogovora, kako pomembno je, da pravočasno, ne, pridejo podjetja do banke, ne pa ko je morda že kaj narobe ali pa ko se že zelo mudi, ne, s podpisom pogodbe. Ja, takrat je potem težko, ne, takrat smo potem vsi v neki stiski, seveda mi želimo vedno stranko našo podpreti, imamo pa tudi, bom rekla, bančne protokole, smo vezani na neke roke, ne, in je potem v tisti stiski, se bom rekla tako, še vedno, ne, se potrudimo, speljemo posel le tam, kjer lahko podpremo našo stranko, ampak je pa res, sploh kadar se dogovarja nek večji posel, nov kupec, tvegana država, ne, da se nas že na začetku vključi, da tudi mi lahko, bom rekla, v primernem ali pa smo pravočasno pripravljeni na odkup oziroma na prevzem tveganja, no, po taki transakciji. To vprašanje sicer se ne toliko nanaša na podjetje, ki ga potem, rekel, ta drugi del več toliko ne zanima, ampak čisto me matra radovednost. Kaj se pa zgodi recimo v primeru, vi ste pač odkupili terjatev, pa ne uspete to terjatev dobiti izplačeno, kaj sodišče potem, kako se stvar nadaljuje? Ja. Bom rekla, teh primerov je v naši bančni praksi, odkar, bom rekla, delamo odkupe terjatev, bilo res zelo, zelo malo. Če pa se zgodi seveda tak primer, da je kupec se najde v težavah, gre v neki insolvenčni postopek, se pa sledi protokolu, bom rekla, najprej se pravi opominjevalni postopek, poskušamo izterjati, se pravi dolg, potem pa seveda, ja, sodišče in prijava terjatev v insolvenčni postopek, bom rekla, tako kot vsako običajno ostalo terjatev, ne, se jo poskuša izterjati. Še vedno boljše, da je banka ima to vlogo kot pa samo podjetje. Podjetje v tem primeru niti ni seznanjen s tem, ne. Mogoče je dobil informacijo kje drugje, ampak mi, če bi kupec podjetja Marex se znašel v težavah, mi smo odkupili terjatev, mi ne bi niti obveščali Marex, da smo se znašli v tej situaciji, ne. On je prodal terjatev brez regresa in od tistega trenutka, ko je dobil kupnino, dejansko se banka več ne sporoča, no, kaj se s to terjatvijo dogaja. Jaz mislim, da smo zaokrožili tako kratko in jedrnato to tematiko, ki je seveda zanimiva in hkrati polna nekih drobnih pasti, ne, smo ugotovili, če se človek ne pripravi in pravočasno ne stopi do banke. Tako da jaz se vam zahvaljujem obema, da ste bila gosta v našem studiu in seveda z upanjem, da bo ta vaša izkušnja predvsem, ne, in vaši nasveti pomagali tudi drugim podjetjem, ki se bodo ali se srečujejo s tovrstnimi vprašanji. Hvala lepa.
Hvala vam za povabilo. Ja.